Gre za to, da v bistvu podatke, ki jih imaš, tako kot si omenil, veš, v tem prvem delu, ali pa nek temelj je, da tudi nestrukturirane podatke pripelješ noter, to so tudi v tem, ne vem, kaj se na sestankih dogaja, kaj ljudje na tikete pišejo in tako naprej. Vse to, ko zajameš, obogatiš pač ti nabor podatkov o posamezniku in na podlagi tega lahko tudi v bistvu zdaj končno, tudi z uporabo pač AI-ja, dejansko ena na ena komuniciraš, da ne zgleda tako generično, zdaj ali to uporabljamo neke AI agente v tej smeri, pa bodo nekaj delali, ali je to samo v e-mail komunikaciji uporabljamo zelo napreden AI, ki bo v bistvu vsakmu malo prilagodil content posebej, in prilagodil tudi način, kaj bo noter pisal, kakšne linke mu bo dal, kjer je call to actione, kdaj mu bo to poslal, a veš, ko dejansko to dosežemo, se pravi po različnih kanalih, če e-mail vzameva, ker e-mail je spet ful popularen,